Spoštovani, še vedno na 28. obletnici Kulturnega centra Pekarna in z nami še zadnji nocojšnji nastopajoči, ki so v resnici nastopili kot predzadnji. Balans, ja. Balans, torej, kar tako vprašanje. Balans med čem? Mikrofon, ki ga imate nekje tako, ja, in bi prosil, da se ga Dobar dan, dober večer. Dober večer. Dobro večer. Ja, kaj, med uravnovešenostjo in neuravnovešenostjo, ne? Veliko stvari v tem življenju je čudnih pa ne čudnih, pa fajn pa ne fajn, pa fair pa ne fair, ne? Treba je skozi neko zmernost, neko uravnoteženost iskati v tem življenju, tako da to je kar neka, pač koncept nekega ravnotežja, no, tako nekako. Katere stvari so tiste, ki niso fair v tej družbi, v tej v tem družbi. življenju? A imamo cajt o tem govoriti? Imamo, seveda imamo, zato smo tukaj. To smo tukaj. Ja, ne vem, okej, lahko govorimo o tem, kako je prerasporejen pač denar, ne, na tem svetu, kako nekdo, ki veliko dela, pač živi prekarno, ali pa nekdo, ki, dela veliko, ali pa je ful odgovorna oseba, recimo nek menedžer, zakaj on zasluži, ne vem, 1000-krat več? Zakaj ne samo enkrat več, recimo? Ali pa fuzbal igralci, ne? Pač tako, a veš, ne neke take stvari, denar, druga stvar, pač, itak nas pogojuje kultura, nas pogojuje okolje, v katerem smo. Tako da, ne vem, to so itak take stvari, ne vem, politična situacija. Ne vem, Andrej, boš še kaj dodal? Ja, lahko, ja. Pač balans iščemo vsi, to je pač eno dejstvo. To je nekaj, kar te prešine, kar neko misel slišiš, ko slišiš nekaj, razumeš, da tle ne more biti ena stran, ampak da mora biti neko ravnovesje. Tako da ravnovesje v svetu, pismo, to je redka čednost, bom rekel tako. In če jo najdeš, si lahko samo srečen in se držiš in hecen, da smo prav se mi tako poimenovali, ne. Če najdeš nas, ali mogoče najdeš kakšen odgovor. Ampak so tudi drugi bendi, no, da ne bomo pristranski, ampak jaz sem hotel s tem, da je to ime že prva štartna točka nečesa, kar lahko vsak se poistoveti, asociira, enostavno nekaj, kar ti zažge neke celice v možganih. Se pravi, je bil to pravzaprav vzgib za nastanek zasedbe, vse te težave in ne-fair porazdelitve v svetu, se pravi vzgib za nastanek vaše zasedbe? Ja, bom povedal. Se pravi, itak sva bila stara 8 let nazaj, 9 let nazaj, jaz sem bil takrat 20-ih sva bila. In takrat si itak, se spomniš verjetno še ti in gledalci, smo bili itak vsi polni energije in željni izražanja in enostavno, mladi pa neumni. Ampak mladi pa tudi pametni, ne? Mladi nismo samo neumni, pa nismo tudi za vse krivi, ne? Kakor se prenaša breme na mlade dostkrat. Dejstvo je, da sva hotela ustanoviti band in se izražati. In eno leto, ne? V bistvu, po moje sva tako kar dolg, ne vem, vadila, džemala, pač brez imena. In so bila takole, ne bova kar neki se pomenovala, ne. In ne vem, jaz pa itak, pač že takrat sem pisala poezijo, tretje, če ti pišeš, razmišljaš, ne, pač imaš neka razmišljanja in pač meni je bilo sem tako na eni točki, pač glih to, ta koncept neke te uravnoteženosti. In balans mi je bilo takrat tudi iz nekega ekonomskega, takrat se je ful govorilo, takrat je bilo glih inflacija, tretja, skozi se je govorilo o nekem balansu, ne. In rebalansu, tako. In meni je bilo tako, to je dejansko beseda, ki tako veliko enih stvari pove. In da sem se poistovetila z njo, predlagala Andreju, njemu je bilo všeč in pol sva šla pač za to imenom. Ja, govorite v dvojini, ne, ampak ste pa v trojini.
tukaj. Ja, dejansko tako zdaj z Janom nastopava že 2 leti, pa tudi recimo na zadnjem albumu, ki smo ga izdali leta 2020, ne, sam pravim. Smo dejansko 3 komade skupaj posneli in zdaj tudi nastopamo skupaj in novo plato smo skupaj posneli. Tako da Jan je zdaj kar postal zelo pomemben član Balansa, tako da lahko še on kaj pove o tem. Ja, prosim. O balansu torej. Ne, mogoče o tvoji pomembnosti. O moji v pomembnosti, jaz pa ne vem. Balansu. Lahko se navezujem še na prejšnjo vprašanje, Seveda, recimo, izvoli. da se osredotočiš čisto na to stvar, ki jo mi počnemo in prvotno pač delamo glasbo. In nekako iskati balans znotraj tega v dinamiki igranja, kako narediti live nastop, kako lahko potem nadomestiš matrico z živimi bobni in kako lahko pelješ komade dinamično, recimo greš neke dele tiše, neke dele glasneje, medtem ko matrica je statična, je skozi ravna, tako da... Tudi predvsej bolj neosebna. Tako, ja, mislim, imaš višjo raven ekspresije, recimo z živimi bobni in mislim, da tudi jaz, ko poslušam koncerte, ko gledam koncerte, mi velikokrat dogaja nek živ bobnar, ko čutiš njegovo energijo, takoj se pozna neka razlika, se mi zdi. Ja, morda vprašanje za vaju dva, ker vidim, da ste zelo fokusirana, že se mi zdi od začetka sta vedela, kaj želita, od imena do filozofije, sporočilnosti. Kdaj sta ugotovila, da potrebujeta še 3. člana oziroma bobne z osebnostjo? Bom jaz povedal. Takrat, ko nisem hotel se več ukvarjati z računalnikom na odru, ker sem imel skozi laptop zraven, pa klikal. Se pravi konformizem. Ja, dober. Ti rečeš temu konformizem. Jaz rečem temu... Give me, kak je že, give me convenience or give me death, ne, od Dead Kennedys albuma. Tle imamo enega fana, ja, vidim. Ja, seveda. Black Flag majice je to izda. Ja. Danes sem slišal, je en rekel na Radio Študent, da 18-letnika ne pozna Black Flag, da nima kaj... Naj se gre solid, ne? Ja, naj se gre solid, tako. Da, se pridružujem mnenju. Ja, se strinjam. Vsi bi mogli poznati Black Flag. Ampak kje smo bili? Pri živih bobnih. Ja. To je spremenilo tudi našo dinamiko. Stare komade smo lahko naredili na nov način, nove komade smo naredili, enostavno dati nov zagon k ustvarjanju. Tako. Zdaj, jaz vas poznam že nekaj časa in opažam, da veliko pozornosti namenite tudi vizualnim podobam oziroma nekemu vizualnemu aspektu vaše zasedbe. Pa me zanima, kdaj ste ugotovili, da ne želite oziroma da vam ni dovolj zgolj podajanje glasbe, ampak želite to glasbo tudi vizualno predstaviti in narediti nek vtis tudi vizualno? Mislim, glasba je itak del neke umetnostne zvrsti, a ne? Mene že od nekdaj zanimajo pač različne vrste umetnosti, a ne? Torej od neke vizualne umetnosti do arhitekture, do glasbe, do vsega. In meni se zdi super priložnost pač to, da ti kot glasbenik podpiraš tudi oblikovalce, da podpiraš fotografe, da se ustvarja neka skupnost nekih kreativnih ljudi, kjer v bistvu podpiraš drugega in v bistvu lahko dosežeš veliko več kot posameznik in pač kot nek kolektiv, kot neka, ne bom rekla klika, ampak pač dejansko se lahko ustvarja neka podlaga za dost ustvarjalne ljudi, a ne? Tako da v tem smislu, kdaj sva začela nositi recimo outfite na odru, je bilo klubski maraton, a ne? Tako da 2018 je bilo tako, okej, že prej sva itak razmišljala, kako se bova oblekla na odru, vedno je bilo tako premišljen, ampak ne pa, da sva recimo sodelovala prav z nekim posameznikom, a ne? Ali pa posamezniki. Tako da od takrat pa res sledimo neki tej viziji, da se pač
oblečemo, ker vse je to performance, ne? Vse pač ti si na odru in si ali entertainer, ali si pač, ne vem, tako kot danes tukaj, ne? Neka obletnica, nastopaš, ljudje te gledajo, pač dobro je, da ne vem, pokažeš neko celostno podobo tega, za čemer stojiš, ne? Kar pač tukaj recimo pa res ni sam glasba, ampak je pač tudi neka ta spodbujanje nekih mladih, kreativnih ljudi. Meni gre tudi za to, no? Ne samo za to, da dobro izgledamo, ampak pač, da se... Umetnost združuje. Tako, itak, ne. Saj to je itak ljudi, Še to bi izpostavil, da ne izbiramo naključno. Gre nekaj, kar se nam zdi, da gre zraven k glasbi, nekaj, kar dopolnjuje to. Ker verjamem, da marsikdo, ki drugače dojema muziko ali pa tudi, ki predvsem, ne vem, želi kupovati CD-je, fonograme, kakorkoli vinile, kasete, bo dal nekaj tudi na to, čemu je nekaj podoben ali pa neko avtorstvo prepoznal že samo na neki vizualni ravni. Ne. In nam se gre tudi, smo prepoznali, da je to tudi dolg časa tudi v neki tej popularni glasbi, kar je tudi punk neke vrste, no, ampak se je to tudi tega prijeli, so se Sex Pistols zavedali, da rabijo tle Vivian zraven, ne. In da to je dejansko nek magnet tudi za mlade, za poslušalce, za fane, da pač spremljajo ne samo glasbeno, ampak tudi stilsko, umetnostno, kaj nek band dela, kako se band predstavlja, še to zraven. Se pravi, hotel sem vprašati, počutje ne igra tolikšne vloge pri izbiri outfita? Bolj koncepti, bolj koncepti. In kako si se ti s tem poistovetil oziroma spopadel, glede na to, da zdaj verjetno tudi ti moraš dati več na outfit oziroma na to vizualno podobo. Si tudi ti že prej se s tem ukvarjal oziroma se ti je to zdelo smiselno ali si se s tem prvič soočil, ko si se pridružil zasedbi Balans? In kako si se s tem soočil? Ja, mislim, da pač je to že prisotno od nekdaj, pač nekdo pripada neki subkulturi. Jaz sem recimo včasih bil metalc, sem se oblačil kot ta subkultura. Tako da se mi zdi, da je vedno nek del tega, da pač se ljudje oblačijo v nekem načinu, zdaj vsak ima svoj način. Ampak prvotni stik je bil po moje, ko je bil še zraven Alessandro, ki je delal projekcije recimo. Takrat je bila scena, da smo se oblačili v belo, zgolj zaradi tega, da so se projekcije bolj videle na naših telesih. In potem je prerasel to v nekaj drugega, potem smo bolj začeli razmišljati o nastopu z drugimi outfiti, projekcije niso bile več toliko v ospredju, tako da smo bili potem mi v ospredju. Tako da ja, to je bil nek prvi stik, nek outfit mi da neko drugo persono na odru, potem se lahko počutim drugače, kot se počutim recimo na cesti vsak dan. Čeprav je pomembno, da še vedno najdeš usporednice med tema dvema stvarema, tako da. Ja, bi rekel, da... si želel kaj dodati? Ja, bi rekel, da imate kar neko prezenco na odru, ne? Je morda tudi zaradi tega vam lažje se izražati, ali to nima tolikšnega vpliva? Tako, ja, zaradi neke prezence in tako kot je rekel, ne, da stopiš mogoče tudi v neko drugo vlogo, je to potem lažje nekaj povedati kot sicer ali ni v bistvu to nek dejavnik? Meni se zdi, da je, ja. Zaradi tega, ker ne vem, recimo razlika med tonsko in med nastopom. Pač na tonski sem oblečena kot jaz, ker ja, meni so oblačila vedno dosti pomenila oziroma sem se dosti izražala s tem, kako se oblačim in kaj dam nase. Ampak je vseeno to nekaj drugega, kakor to, kako sem oblečena potem, kar nekdo ustvaril, pač nek mlad dizajner. Torej, so to neka oblačila, na katera pazim,
ki jih imam res gor samo za oder. Veš, recimo, zdaj imamo ta intervju, smo jih ohranili gor, ampak ne bi šli mi zdaj poslušati naslednjega benda v teh outfitih, ampak bi se še takoj preobleči. Ker pač vseeno tukaj pride neka odgovornost, pride pač nek respekt do tega, kar imamo gor. Tako da, ja, definitivno te da, kot je tudi Jan rekel, v neko drugo persono, v neko drugo počutje in ne vem, to povežeš pol z nastopom in se nekako prezrcalaš v nastop. In če zdaj, ko si ravno rekla nastop, kaj želite, da vaš nastop povzroči pri oboževalcih, poslušalcih? Kaj je ta vaš cilj? Jaz bi rekla, da grejo v neko dobro počutje, ampak vseeno v neko miselnost, neko kritiko, da ni vse samo neka ležernost, ampak da se ljudje, da malo razmišljajo, ker tudi besedila so taka, da nekako spodbudijo nek razmislek. Andrej? Tudi meni je važno, da se imamo sproščeno, fajn, ampak bom na hitro rekel samo to, da mi tudi snemamo in izdajamo albume in posnetke že nekaj časa tako, da saj tako je meni zelo ljubo, da v bistvu snemamo nekaj, kar smo pesmi v nastajanju. Se pravi, to, kar mi v živo igramo, je dostikrat se zelo razlikuje od tega, kar dejansko smo že izdali. Tudi naredimo kakšne aranžmaje za nazaj, ali pa zdaj smo recimo novo plato posneli in zdaj sprobavamo te komade v živo in se mi zdi, da se bojo še spremenili in dobili novo življenje, drugo od tistega, kar je posneto na koncu. Tako da jaz s tem v mislih ohranjam tudi to željo, da tisti, ki pride na naš koncert, tudi doživi ene komade v neki najbolj izpopolnjeni podobi, kakor se pač nam da. Saj se uživa v posnetkih, ampak je tudi nov užitek slišati te skladbe odigrane v živo. Jaz pa ne vem, lahko izhajam iz tega kot poslušalec koncertov. Mislim, ko slišim nek meni ljub band, oziroma lahko je tudi čisto neznana glasba, me to prevzame in pač je nek tok adrenalina skozi telo in mislim, da moraš to kot performer na odru tudi predstaviti publiki in se potruditi po najboljših močeh, da jih premakneš ali telesno, gibalno ali mentalno, da pač padejo v nek trans, da se lahko poistovetijo z bendom. Ja. Ok, na koncu samo še to, da še ulovimo zadnji koncert. Namen vašega nocojšnjega koncerta je obeležitev 28. obletnice Kulturnega centra Pekarna. Pravzaprav kakršnakoli lokalna oblast vodi mesto, vsakič se pogovarjamo o tem, da želijo pekarno zapreti, postaviti tu oziroma sem vnesti neke popolnoma drugačne vsebine. Pa me zanima vaše mnenje, zakaj takšen kulturni center, kot je Pekarna, mora obstajati in ostati. Ja, mislim, da je pomembno, da obstaja neka neodvisna scena, da se lahko dela kakršnekoli dogodke recimo za ljudi, ki se druge ne bi našli v nekih bolj komercialnih vodah, temu rečeno. Mislim, da je pomembno, da tudi med drugim mi lahko tukaj igramo, ker tak plac obstaja, med tem, ko recimo se v Ljubljani dogajajo iste stvari, da se v bistvu uničuje prostore, kjer se mladi in tudi starejši ljudje lahko združujejo in se preusmeri v nekaj drugega, nekaj, kar prinaša več kapitala. Tako da ja, definitivno je pomemben prostor, ki nam omogoča take stvari. Ja, meni so tudi te prostori neprecenljivi. Se mi zdi, da to so neka žarišča skupnosti, ki temeljijo na željah posameznikov, da delajo nekaj, kar jih
veseli, ne nekaj, kar je komercialne narave, ampak nekaj, kar lahko imajo svoj prostor za delati. Meni je bilo izredno težko gledati, ko so policaji udarali v tovarno Rog, in s tem mislim, da smo, čeprav karkoli se je tam noter že dogajalo, je dejstvo, da je recimo v Ljubljani padla ena taka trdnjava neodvisne scene, ne. Ker tam so bili res ljudje, kamor si lahko prišel s pobudo, željo in uresničil nek dogodek. Zelo vesel sem, da Pekarna še obstaja in zelo vesel sem, tudi danes bi rad to povedal, da sem videl tle veliko predstavnikov podobnih klubov iz cele Slovenije, iz Škofje Loke, iz Cerknega, in da sem vesel, da se ta kultura še ohranja, ker je v tem času je nam najtežji. Res niso to lahki cajti in posameznikov, ki vodijo te klube, zmanjkuje, znanje se težko prenaša in vsak človek v tej kulturi je dragocen. Vsak, ki se zna s to administracijo, z birokracijo ukvarja, da taki prostori obstajajo in ne spremenijo svojega pomena, ja, to je zlata vreden. Pa, ok, omenjamo ful kulturo, omenjamo zdaj umetnost in take stvari, ampak meni se zdi, taki prostori so zelo pomembni, tudi zaradi nekih aktivističnih vzgibov, ne vem, recimo Rog, jaz se spomnim, pač Živko Skvotac, to smo pač, ne vem, se zbrali za to, da smo šli grafitirati džambote, a veš, pač tako ono. In se mi zdi, ne vem, po moje tukaj se iste iniciative dogajajo, ne, torej to so prostori, kjer pač gre tudi za neke politične oziroma protipolitične ali pa proti neke sistemske vzgibe, ki lahko pripeljejo tudi do nekih sprememb, pa ne konc koncev, tudi če so na neki regionalni ravni, so taki prostori pač za ta vredni, ravno zaradi tega, ne. Torej, ne govorimo samo o kulturi, saj jaz mislim, da tukaj gre tudi za nek aktivizem, ne. In sistem se boji teh sprememb in tega aktivizma, zato želi zatreti. Zato želi zatreti take prostore, ne. Saj ni, glih to, ne gre za to, alternativna kultura, ok, pač gre se bolj za to, da se pač, da so to prostori, kjer se ljudje lahko zberejo in razmišljajo in imajo skupščine in imajo pač neke posvete in tako naprej in se organizirajo v neke iniciative, ki lahko dejansko spremenijo od spodaj navzgor stvari, ne. Ker pač kaj, ne more se skupina 100 ali pa ne vem, 50 ljudi dobiti pri nekomu doma, pač rabaš nek prostor, ki je toliko velik ali pa ne vem, pol manjši, ker tudi taki ljudje ponavadi zahajamo, ne, kjer se take stvari pač organizirajo, tako da verjetno z tega vidika se take prostore tudi lažje oziroma hoče ugasniti, ne. In Rog je bil recimo iz tega vidika veliko bolj pomemben, kakor je Metelkova, ne, zato se je tudi prej ugasnil. Ajde, imaš infoshop, ne, kjer se take stvari dogajajo na Metelkovi. Samo v Rogu si imel tudi prostore, kjer so se posamezniki zbirali, da so kaj spremenili, ne. Najlepša hvala. Prosim, hvala tebi. To so bili Balans in Pasma Faca. Se vidimo naslednje leto ob 29. obletnici Kulturnega centra Pekarna oziroma vidimo se jutri. Jutri, se opravičujem, jutri, drugi del 28. obletnice, potem pa sledi 29. obletnica. Zakaj? Ker Pekarne ne damo. Podpirajte Pekarno.